Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Pozna zima ali prihajajoča pomlad je tudi čas, ko se tisti, ki ste dijaki, odločate za to, kam se boste vpisali, kje boste nadaljevali šolanje. Hkrati pa je to tudi obdobje, ko pri tem aktivno sodelujejo cele družine, starši in še kdo. Da bi vam morda olajšali te odločitve, je z menoj danes profesor dr. Mladen Franko, lepo pozdravljeni, z Univerze v Novi Gorici. Univerza v Novi Gorici je ena od tistih univerz, ki daje priložnosti mladim na vseh fakultetah, pravzaprav, ki delujejo v okviru vaše univerze. Kako ste se na to dogajanje pripravili letos in kaj ponujate? Ja, Univerza v Novi Gorici kot najmlajša slovenska univerza seveda je tudi najmanjša. Ne samo zato, ker zaradi mladosti, ampak tudi zato, ker je koncept razvoja univerze tak. Ponujamo programe v okviru 5 fakultet, govoriva seveda o aktualnih programih, to so programi prve stopnje, za katere je objavljen ravnokar razpis za vpis. In na teh 5 fakultetah ponujamo 7 študijskih programov, ki so vsi akreditirani seveda in večina njih ima tudi državno koncesijo. Če jih kar naštejem po vrsti, oziroma malo mešano, da ne rečem, da bo kdo od dekanov užaljen. Fizika prve stopnje, okolje, slovenistika, kulturna zgodovina, gospodarski inženiring, vinogradništvo in vinarstvo in digitalne umetnosti in prakse. To so študijski programi, na katerih ponujamo letos 210 vpisnih mest za redni študij. Število vpisnih mest je različno po fakultetah, ampak kot sem že omenil, cilj je zagotoviti kvaliteto, kakovostne pogoje za študij in zato ne vpisujemo velikega števila novih študentov. Vpis se giblje od recimo 20 vpisnih mest na Visoki šoli za umetnost pa do 60 na gospodarskem inženiringu. Ostali programi, slovenistika, vinogradništvo in vinarstvo imajo 30 vpisnih mest, fizika, okolje, kulturna zgodovina pa 40. Se je letos pri vas število vpisnih mest kaj zmanjšalo v primerjavi z lanskim letom? Število vpisnih mest je primerljivo, ravno zaradi dejstva, ki sem ga že prej omenil, zaradi ciljanega vpisa majhnega števila študentov, s katerim seveda zagotavljamo majhno razmerje števila študentov na število predavateljev, ki je na Univerzi v Novi Gorici nekje med 4 in 5, kar mislim, da ne uspe zagotavljati nobena slovenska univerza. Ravno zaradi tega že vrsto let držimo vpis nizek in ga skoraj ne moremo zmanjšati. No, če greva kar po vrsti, po vaših fakultetah, kaj pravzaprav prinaša študij fizike na Univerzi v Novi Gorici? Kakšne priložnosti in kakšne možnosti daje? Študij fizike je namenjen seveda dijakom, ki jih zanimajo tako naravoslovje kot tudi inženirstvo v nekem smislu. Znanja so seveda temeljna znanja z področja fizike, se pa močno podkrepljena s praktičnimi izkušnjami, tako v laboratoriju kot v nekaterih sodelujočih organizacijah, kjer študente lahko dobijo prakso, recimo iz meritev, na primer v medicini, iz lahko tudi dizajniranja letal, tako da ciljamo na številne praktične izkušnje, ki jih študentje tekom študija dobijo in so seveda zato usposobljeni za različne poklice, ki zahtevajo ta znanja z področja fizike. Tukaj bi omenil, mislim, da je prava priložnost, da izpostavimo novost, ki jo uvajamo prav na področju študija fizike. To je štipendijski sklad Mladi fiziki 2020, v katerega so prispevale tako visokotehnološka podjetja, kot tudi lokalne skupnosti, na primer občina Ajdovščina in seveda posamezniki, ki verjamejo v potrebo po takih kadrih. Obenem to sodelovanje visokotehnoloških
podjetij kaže tudi na možnost zaposlovanja. Tukaj lahko izpostavim Geni, pa Kozilab, ki potem so že kar lahko mogoče tista prva možnost zaposlitve za diplomante tega študijskega programa. Kateri so pogoji potem za pridobitev štipendije? Ja, štipendijo bo pridobilo 10 najboljših kandidatov. Tak sklad smo v letošnjem letu uspeli zbrati. Verjamemo, da bo v naslednjem študijskem letu tega še več. Seveda se ocenjuje predvsem kvaliteta posameznika. Normalno je eno glavnih meril je uspeh na srednji šoli in pa seveda tudi motiviranost, ki se nam zdi zelo pomembna, poleg samega znanja, ki ga študent prinese že iz srednje šole. Torej, že v prvem letniku študija je mogoče pridobiti to štipendijo? Ja, letos so štipendije namenjene študentom, ki se bojo vpisali prvič v letu 2013-2014. Torej, tile, ki se zdaj vpisujejo v tem vpisnem roku. Tako, kakšne so izkušnje s študenti fizike, kako so se zaposlili, kako so končali študij? Študenti fizike seveda dosegajo tisti standard visoke zaposljivosti, s katerim se radi pohvalimo na Univerzi v Novi Gorici. Ta je trenutno eno leto po zaključku študija, eno leto po diplomi, še vedno kljub krizi, o kateri govorimo, nad 85%, se pravi 85% diplomantov dobi zaposlitev najkasneje eno leto po diplomi. Študij fizike je bil tipično do sedaj malo zaseden, če rečem, in zato je tudi število diplomantov bilo majhno in z tega razloga seveda tudi toliko lažja možnost za zaposlitev. No, namreč fizika je ena od tistih področji, ki med mladimi ni najbolj priljubljeno oziroma ni toliko uspeha. Izbrani so tisti, ki pač se odločajo za fiziko. Morajo res imeti interes, da se odločijo za to vrsten študij, kaj ne? Da so lahko uspešni potem, ne? Gotovo je motivacija in interes za določeno področje, za določena znanja in s tem povezano nadaljevanju delovna mesta, to je eden ključnih pogojev pri kandidatu oziroma študentu, da je bolj uspešen, kot so tisti, ki imajo manj motiva, če tako rečem. Je pa tu študijski program, ki daje dost široka znanja, uporabna tudi na različnih področjih. Ne vem, kandidati, če rečem, z malo manj motiva za inovacije in delo v ozkem področju fizike ali pa elektrotehnike, lahko se zaposlijo verjetno tudi na področju računalništva in sorodnih znanj, sorodnih področji, ki zahtevajo predvsem znanje matematike, fizike, predvsem pa to, kar radi poudarjamo na Univerzi v Novi Gorici, so sposobni reševanja praktičnih problemov, ki so prednje postavljeni. In v tem duhu seveda tudi vzgajamo naše študente, da z zaključkom študija bojo šele prisiljeni pridobivati nova znanja, ker tokom študija se težko naučimo za vse probleme, ki jih moramo potem na delovnem mestu rešiti. In če osvojijo ta osnovni pristop, če se ne bojijo reševanja težkih problemov, potem so usposobljeni za zelo široko področje delovnih mest. Jih pa naučite seveda že tekom študija aplicirati ta znanja, kaj ne? Ja, to je seveda cilj teh praktičnih vaj, praktičnega dela, ki gre skozi različne praktikume na tem konkretnem programu, pa seveda potem do diplomskega dela, ki nadgradi vse to skupaj. Torej, to za vse tiste, ki vam je blizu fizika in podobna področja. Naslednja je fakulteta za znanosti o okolju, kaj ne? Ja, to je fakulteta, ki ima na Univerzi v Novi Gorici najdaljši, bomo rekli, staž. Z znanostmi o okolju smo pravzaprav začeli, takrat seveda še z podiplomskim doktorskim študijem.
Tudi znanosti o okolju, ne, se pravi vsi ti, bom rekli, naravoslovno in tehnično usmerjeni študiji so podobno koncipirani. Prednost dajemo praktičnim izkušnjam, reševanju realnih problemov in če se zdaj osredotočim predvsem na Fakulteto za znanosti o okolju, je na tem študijskem programu bil kot prvi vpeljan koncept tako imenovanega učenja na projektih ali pa projektnega dela študentov. Tako da študentje dobijo neko projektno nalogo, ki jo morajo pod vodstvom mentorja rešiti. To se na tem študijskem programu po bolonjski prenovi izvaja že v vseh 3 letnikih študija in se potem potencialno nadaljuje tudi v diplomsko delo. Tako da to je, glede na specifičnost področja okolja, ki zahteva interdisciplinarna znanja, se pravi tako biologije, kemije, fizike, geologije, meteorologije, pa tudi družbenih znanosti, sociologije, ekonomike, da ne bom našteval zdaj vseh do končno recimo vplivov na zdravje. Seveda je to težko dati vrhunsko znanje z vseh teh področij. Zato naše študente vzgajamo predvsem kot povezovalce med specialisti za ta posamezna področja, ker smo ugotavljali, da takih kadrov v Sloveniji na tem področju nismo imeli. So bili specialisti kemiki, biologi, ki pa velikokrat niso najdli nekega skupnega jezika. Tako da to projektno delo v skupini, kjer si vsak študent izbere sebi, bom rekel, najljubše področje, zato jih tudi formiramo te skupine, da imamo v njih študente, ki imajo različne interese, nekatere zanimajo bolj recimo odzivi javnosti na določena dogajanja v okolju, druge zanimajo zdravstvene posledice, tretje recimo bolj tehnične rešitve, čistilne naprave in podobno. V taki interdisciplinarni skupini morajo ti študenti potem rešiti nek problem in se skozi to reševanje problema seveda tudi učijo. Naučijo se iskati literaturo, nova znanja, tako da je seveda zaradi tega koncepta študija je dejanskih predavanj seveda nekoliko manj. In mi verjamemo, da je zaradi tega tudi študij zato bolj zanimiv. No, se je obnesla ta zamisel o znanostih o okolju tudi v praksi? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, če gledamo zdaj z stališča zaposljivosti, vidimo, da vse več diplomantov dobiva službo v podjetjih, ki se ukvarjajo z okoljem. Bodisi, da so to recimo podjetja, ki imajo kot osnovno dejavnost ravnanje z odpadki, pa tukaj ne mislimo samo zbiranje smeti, če malo grdo rečem, ampak predvsem načine sortiranja in nadaljnje predelave, izkoriščanje energijske vrednosti odpadkov in podobno. Podjetja, ki se ukvarjajo z presojami vplivov na okolje, danes ničesar v okolju ne moremo narediti brez tega, da opravimo ustrezno presojo. Poznamo zgodbe o vetrnih elektrarnah in še številne druge, odlagališče jedrskih odpadkov, pri katerih se največkrat zatika v tem odnosu z javnostjo, z lokalnimi skupnostmi, ki še vedno gojijo precejšnje nezaupanje do, če tako rečem, političnih odločitev. Zato je pomembno, da imamo strokovnjake, ki znajo argumentirati in podati strokovne rešitve, da so potem seveda tudi sprejemljive za lokalne skupnosti, če tako rečemo, oziroma za javnost. So pričakovanja študentov izpolnjena ob koncu študija? Kakšni so njihovi odzivi? Ja, mi upamo, da so, ne. Ja, vi se trudite seveda. Se trudimo, ne. Seveda je, ko govorimo o teh številkah visoke zaposljivosti in to tudi te številke zdaj,
nekaterih študentov naš karierni center, ki za to skrbi, pa vpisna služba tudi po diplomi ne more več slediti. Zato je mogoče realna številka te zaposljivosti mogoče celo nekoliko višja, ampak kljub temu se pa vedno najdejo tudi študentje, ki žal ne uspejo dobiti zaposlitve. Zdaj, razlogi so lahko različni, lahko je tudi seveda razlog, da je delovno mesto mogoče izven domačega kraja in podobno. Tako da pri takih študentih verjetno je to zadovoljstvo manjše, ampak opažamo, vsaj po izjavah študentov, da je prav ta največje zadovoljstvo, največja prednost, ki jo vidijo v študiju na Univerzi v Gorici, bom rekel kar splošno, je dejansko v tem, da doživijo in so deležni praktično individualne obravnave. To izhaja iz tega majhnega, nizkega razmerja študentov na predavatelja, tako da praktično vsak profesor pozna vsakega študenta po imenu. Študentje imajo praktično vedno čas ali pa možnost, da se obrnejo na profesorje, na asistente in vkolikor imajo, ali pa na tutorje, z lanskim letom smo uvedli ta tutorski sistem. Tako da dejansko jim, če tako rečem, prilagodimo študijski program, seveda preko teh izbirnih vsebin, do katerih se lahko sami opredeljujejo, in prilagodimo, priredimo za, če rečem, osebne potrebe in želje. Je pa pričakovati, da bodo prav vsebine te fakultete za znanosti o okolju tisto, kar bomo v prihodnje še kako potrebovali in po čemer bo še veliko povpraševanje. Tudi, ko ste snovali, ste na to računali. Nedvomno je to zelo pomembno področje. Glede na razvoj, bom rekel, celotne družbe bo zahtevalo še veliko dela in veliko strokovnjakov, ki se bojo s tem ukvarjali. Zato je tudi precej popularno, ne samo med bodočimi študenti, ampak tudi med drugimi programi. Tako da tudi drugi programi se dotikajo problematike okolja. Če smo prej omenjala fiziko, na fiziki se seveda ukvarjajo tudi z obnovljivimi viri energije, fotovoltaiko, se pravi pretvorbo sončne energije v električno in drugimi postopki. Na gospodarskem inženiringu, ki se ga še nisva dotaknila, tudi študentje delajo na projektih, ki so vezani na okolje, na trajnostni razvoj, kot velikokrat rečemo. Tako da nedvomno je to perspektivno področje, ki se kaže tudi v tem, da že dobivamo posnemalce drugje po Sloveniji, če tako rečem. No in zdaj ste že navezali na gospodarski inženiring. Ja, upam, da vam ne rušim koncepta. Nekje pa, vi kar povejte. Gospodarski inženiring je spet eden od interdisciplinarnih programov. Namreč, zakaj se odločamo za take programe? Prvič zato, ker ugotavljamo, da imamo primanjkljaj takih kadrov, in drugič zato, ker si enostavno ne moremo privoščiti podvajanja študijskih programov, ki jih izvajajo velike univerze v Sloveniji, Ljubljana, Maribor, predvsem tudi Univerza na Primorskem. Tako da iz tega razloga iščemo specifične programe in gospodarski inženiring je praktično, lahko rečem, edinstven tovrsten program v Sloveniji. Njegova značilnost je ta, da povezuje tako inženirska znanja, predvsem v smeri elektrotehnike, energetike, z menedžerskimi znanji. Tako da smo sproducirali, če rečemo, kadre, ki znajo v podjetjih komunicirati tako z menedžerji, kot tudi z inženirji. In če izpostavim neko spet specifiko tega konkretnega programa, bi pa tukaj omenil predvsem prakso v podjetjih. Ta je obvezni sestavni del študijskega programa, organiziramo jo številnimi podjetji na Goriškem oziroma v regiji in tam seveda
študentje spoznajo praktični del svojega poklica, se seznanijo z praktičnimi problemi in tudi pridobijo že mentorja in večina teh praks se potem nadaljuje spet v diplomsko delo, s katerim študentje ponovno rešujejo neke konkretne probleme, tehnološke ali pa upravne, organizacijske v podjetjih in skozi to seveda imajo vodilni v podjetju ali pa delavci, ki delajo z našimi študenti, možnost spoznati osebnostne lastnosti naših študentov, njihovo zagnanost in seveda znanja, ki jih imajo, in to je potem spet dodaten moment, ki v večini primerov rezultira tudi v tem, da študente kar dobijo v večini primerov v teh podjetjih tudi zaposlitev. No, takrat, ko ste snovali ta program, je verjetno, kaže tako, da je nastal pravzaprav iz potreb samih podjetij, iz potreb gospodarstva, ker to vrstnih kadrov ni bilo, ne? Ja, to je podobno kot na področju okolja, ne? Nastal je, bom rekel, predvsem na pobudo, ki je prišla takrat iz Goriške občine, ne? Vemo, da je tukaj veliko podjetij, ki so zdaj sicer mogoče razdeljena na več občin, ne, ker so se zgodile, če rečemo, politične spremembe v tem času, ampak Iskra Avtoelektrika, če omenim, potem Salonit, višje gor proti Cerkljanskem in Idriji imamo zdaj Kolektor in druga podjetja, ne, ki seveda potrebujejo to vrstne kadre. No, veliko sprememb se je zgodilo ne le v političnem smislu, tudi v gospodarskem. Koliko so zaposljivi danes še ti kadri? Ja, kot sem omenil, mi smo štartali in tukaj gotovo kadri iz področja inženirstva, naravoslovja in tehnike dosegajo višjo stopnjo zaposljivosti, ne. Mi smo štartali z številkami, ki so bile nad 90% v prvih letih, ko smo začeli slediti zaposljivost naših diplomantov. Danes ta številka ostaja še vedno nad 85%, ne, tako da jaz mislim, da je zaposljivost teh kadrov še vedno visoka. Pozna se seveda to, da je mogoče delovnih mest manj na razpolago v tem trenutku, ampak ta primat nam priznavajo celo konkurenčne univerze, recimo študija fakultete za ekonomske fakultete v Ljubljani je pred leti, mislim, da leta 2006 delala podobno analizo in je pokazala podobne rezultate, tako da tukaj ne dvomimo v uspešnost naših diplomantov in visoke možnosti za njihovo zaposljivost. No, to je tudi pravzaprav program, na katerem ste imeli, če se ne motim, popravite me, če ni tako, največ vpisov izrednih študij. Ja, predvsem v prvih letih je se pokazalo pomembnost, bomo rekli, lokalnih visokošolskih zavodov. To dejansko izhaja iz nekega, bom rekel, že malo pozabljenega koncepta, takrat še na inštitutu Jožef Stefan, iz katerega se je potem razvila Fakulteta za znanosti o okolju in sedanja Univerza v Novi Gorici, se pravi decentralizacija teh, bomo rekli, centrov, ki so praktično edini dajali možnost zaposlovanja visoko kvalificiranim kadrom, ustvarjanja pogojev v regiji, v domačem okolju. In vsi študijski programi, pa velika večina, ki smo jih štartali, so prav v začetku pokazali to zelo velik interes lokalnih študentov. To so večinoma študente, ki iz takih ali drugačnih razlogov niso mogli študirati v Ljubljani. In ti so potem bili vedno v tistem prvem valu, če tako rečem, večina od njih že zaposlenih in zato so se odločali predvsem za izredni študij. Tako da to je bil tipičen študijski program, ki je zaposloval relativno visoko število izrednih študentov, vendar je zdaj se ta
interes nekoliko zmanjšal, ne? Tako da letos na ta študijski program ne razpisujemo izrednega študija. Medtem ko na drugih programih še, čeprav je številka majhna, ne? Tam nekje okrog 5 mest za izredni študij razpisanih na vsakem študijskem programu. Kaj to kaže na to, da pravzaprav vsi tisti, ki so želeli, so to možnost izrednega študija že izkoristili in se izobrazili verjetno v tistih prvih letih, ko so imeli možnost? To je verjetno del odgovora, ne? Jaz sem prepričan, da je ta izredni študij vezan prvenstveno na lokalne študente, ne? To so ljudje, ki so zaposleni in seveda, če je nekdo zaposlen v Novi Gorici, se težko vozi na izredni študij v Ljubljano ali pa kam drugam in obratno, ne? Tako da mislim, da je tle predvsem lokalno. Seveda, verjamemo, da se bojo še našli kandidati, ne, ki bojo čez leto ali dve se želeli vpisati, tako da če letos izrednega študija nismo razpisali na tem študijskem programu, to ne pomeni, da ga ne bomo v prihodnjem letu. Ne? Vendar seveda za 2 študenta je pa malo neracionalno, da bi to, če malo karikiram. Ja. Če greva naprej na vaše fakultete, naslednja fakulteta za humanistiko. Ja, fakulteta za humanistiko ponuja 2 študijska programa. Eden je program slovenistike, drugi je pa program kulturne zgodovine. Se pravi, to sta praktično edina, da je umetnost moramo umestiti nekam vmes, ampak edina programa z področja humanistike, ki jih izvajamo. Prvi, slovenistika, je nastal z zamislijo potrebe po kadrih, ki obvladajo slovenski jezik, pa tudi širše, zato rečemo pač slovenistika, ne samo slovenščine, ampak tudi nekaj, bomo rekli, lokalnih specifik od dialektov, jezikov, ki so tukaj pomembni na meji z Italijo. Tako da skozi to se vzgajajo kadri, ki so v nekem smislu lahko potem jezikoslovci ali pa obvladajo predvsem področje književnosti. In kot taki seveda imajo potem možnost zaposlitev v inštitucijah, ki se ukvarjajo s tem področjem, od knjižnic, različnih potem ustanov, kot so muzeji in podobno. Ampak predvsem je bilo tukaj mišljeno, da se ustvari pač baza kadrov, ki predvsem na daljši rok skrbi tudi v nekem smislu za slovenščino na zahodni slovenski meji. Kot branik naše kulture. Tako, kulturna zgodovina. Ja, področje je zelo bogato z zgodovino, ne, tako da se tudi slovenistika se delno na ta segment navezuje, če tako rečem, ne, tudi govorimo pač o področju Posočja iz Prve svetovne vojne, ne, kjer vemo, da so se dogajale stvari, ki jih mogoče premalo izkoriščamo in raziskujemo. Ne. Poznamo številne bolj amaterske zgodovinarje, ne, ki delajo na tem. Zato seveda je primerno, da se vzgajajo tudi kadri, ki bojo imeli ustrezno strokovno osnovo in podlago, da bojo lahko ohranjali ta sporočila kulturna, ki so se dogajala v tem, bomo rekli, slovenskem prostoru, ne, tudi čezmejnem. No, še nekaj morava povedati ob tem, da pač vi ne vzgajate na Univerzi v Novi Gorici profesorjev slovenščine, ampak je mogoče nadgraditi z nekaj specifičnimi izpiti tudi to, kaj ne? Ja, potrebno je opraviti pedagoški modul, ne, ki se ga lahko opravi potem zdaj po bolonjski prenovi na drugostopenskem študiju. In s tem, zdaj zaenkrat ga ne izvajamo na Univerzi v Novi Gorici, možnost je na Univerzi v Ljubljani, pa tudi na Univerzi na Primorskem, s katerimi se pa seveda intenzivno dogovarjamo, da bi prišli do nekega skupnega, če rečem temu, izvajanja takega modula tudi v okviru našega programa.
Namreč, mimogrede morava povedati, da vse 4 univerze v Sloveniji zelo dobro sodelujete med seboj, da obstaja rektorska konferenca, na kateri se srečujejo rektori in tako naprej, da ne gre za neko konkurenco v tem smislu, da bi si nagajali, ampak sodelujete in se povezujete, kaj ne? Ja, prepričani smo, da je rektorska konferenca tisti organ ali pa inštanca moči slovenskih univerz, ki daje dosti boljšo, če rečem temu, pogajalsko pozicijo napram ministrstvu ali pa napram politiki, čemur smo bili ravno v zadnjih časih priča, zaradi seveda omejenega financiranja, s katerim se seveda nobena od slovenskih univerz in s tem tudi rektorska konferenca ni mogla strinjati, tudi zato, ker na področju Evropske unije je bilo investiranega kljub krizi več sredstev v razvoj visokih tehnologij, znanj in podobnega, tako da je bila tukaj odločitev politike nekako nerazumljiva. Tako da sodelovanje seveda obstaja tudi tista zdrava konkurenca, ki mora obstajati, in seveda na nivoju rektorske konference prihaja tudi med univerzami do dogovarjanja o tem, kako v bistvu razvijati študijske programe, predvsem tiste, ki so, bomo rekli, regijsko ali pa lokalno specifični, da se to prepusti eni ali drugi univerzi, zato da pač vsi dosežemo čim večje uspehe pri izobraževanju bodočih strokovnjakov. Seveda, ko pride do težav s financiranjem, včasih pade tudi kakšna nekritična, bomo rekli, beseda ali pa neprimerna, tukaj so se začele potem pojavljati dileme in etiketiranje, če rečem temu tako konkretno univerze v Novi Gorici kot privatne univerze, vendar moram še enkrat javno povedati, da je univerza v Novi Gorici javna, tako kot so vse ostale univerze javne, vendar pač ni bila ustanovljena strani države. To je edina razlika, ki se seveda potem odraža tudi v financiranju. Univerza v Novi Gorici mora pridobivati koncesije, medtem ko jih državne univerze, vsak študijski program, ki ga naredijo, dobijo avtomatsko plačan. Tako da tukaj za samega študenta se pa pravzaprav nič ne spreminja. Za samega študenta ni v tem pogledu nobene razlike. Univerza v Novi Gorici ravno tako opravlja, če temu rečemo, javno službo, čeprav se z definicijo javnih uslužbencev močno ne strinjamo. Profesori nočemo biti obravnavani kot javni uslužbenci, ker to dejansko nismo, ali pa, če rečem, tudi znanstveniki, raziskovalci. In dejstvo je, seveda, da so ustanovitelji Univerze v Novi Gorici praktično 4 javne inštitucije, 2 občini, Ajdovščina in Nova Gorica kot prva ustanoviteljica in 2 javna inštituta, Inštitut Jožef Stefan in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tako da mislim, da tukaj potem ni nobene dileme več. Jaz verjamem, da so bile take oznake izrečene bolj v nekem stanju razburjenosti in skrbi, seveda, ker moramo vedeti, da 15% znižanje sredstev za majhno univerzo predstavlja relativno enak šok, vendar ga je dosti lažje rešiti, kot je pa to rešiti na Univerzi v Ljubljani, recimo. Tako. No, seveda bomo aktualne stvari spremljali tudi skozi vse naslednje študijsko leto. Upamo, da se razmere čim prej uredijo, tako da bo volk sit koza cela, kaj ne? Ampak vi kljub temu snujete dalje, razpisali ste svoje programe oziroma vpisna mesta v te programe in eden od teh programov, ena od teh možnosti, ki jih dajete, je tudi študij umetnosti. Na kakšen način? Ja, to je spet, bomo rekli, specifično področje umetnosti, običajno, če gledamo Akademijo za umetnost ali Likovno akademijo v Ljubljani,
je tam to klasično slikarstvo, kot ga poznamo, kiparstvo in podobno. Umetnost na Univerzi v Novi Gorici se usmerja bolj v, bom rekel, neke moderne koncepte, zato temu študijskemu programu tudi rečemo digitalne umetnosti in prakse. Se pravi, je bolj ta umetnost vezana na ustvarjanje z digitalnimi mediji, kot so računalniki, tudi seveda snemanje, če tako rečemo, filmov, vendar so to običajno kratki dokumentarni filmi, pa študentje se učijo animacije in seveda ustvarjanja tudi v drugih tehnikah, če tako rečem, od fotografije pa do oblikovanja in podobno. No, kdo so tisti, ki se vpisujejo navadno v te programe oziroma ta program, iz katerih šol prihajajo, da bomo lažje usmerili mlade? Ja, zdaj jaz natančne analize tukaj nimam, vendar se mi zdi, da je kar splošen, bom rekel, kar širša paleta srednjih šol zajeta tukaj. Seveda, konkretno v Novi Gorici vemo, da imamo oddelek, ki se usmerja v to, tako da tam je potencialen nabor študentov, drugače so pa to različne srednje šole, tudi recimo v Ljubljani imamo medijsko šolo in podobno. Tukaj je potreba omeniti eno dejstvo, da se je z letošnjim letom ta visoka šola za umetnost preselila, je prej delovala v Ljubljani, zdaj deluje na Goriškem, v sosednji Gorici, v novih, bistveno boljših prostorih in pogojih. Tako da se zna ta nabor študentov zdaj rahlo zamenjati, ker je mogoče Gorica za tiste z Ljubljane nekoliko oddaljena, pa bo verjetno se populacija bolj iz ožje regije odločala za ta študij. Čeprav so dijaki precejšnja neznanka, nekateri mogoče tudi želijo čim prej pobegniti od staršev, tako da tukaj še malo tipljamo, kje so. Ste pa šli tudi čisto fizično združevanje tega okolja s tem prestopom v Gorico v Italiji? To je neko simbolično, na nekem nivoju tudi simbolično dejanje, ker delujete ob meji na obeh strani. Nedvomno. Prvi tak korak smo sicer naredili že s Fakulteto za znanosti o okolju pred leti. Dejansko je to nastalo tudi iz, bomo rekli, potrebe po prostorih, v nekem smislu prostorske stiske, ki je v tem trenutku, lahko rečemo, rešena, čeprav nas omejuje ta razseljenost. Namreč delujemo od Vipave po novem v obnovljenem dvorcu Lantieri, kjer je naša visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, o kateri bom še kaj rekla. Ampak ta bo, glede na specifiko, ostala. Tam vse ostalo pa seveda želimo združiti. Upamo še vedno na nek kampus Univerze v Novi Gorici, o katerem žal govorimo že 15 let, in dokler tega kampusa ne bo, pač bomo morali iskati rešitve, kot so tudi seveda sodelovanje z predvsem slovensko skupnostjo v Italiji. To je bil ta šolski dom iz leta 1898, ki ga zdaj uporablja Univerza v Novi Gorici. In pa seveda tudi Palača Alvarez, kjer so naši umetniki, če tako rečemo. To je, jaz mislim, da Univerza v Novi Gorici in inštitucije, s katerimi sodelujemo, na nek način presegamo ambicije, ki jih ima lokalna politika na obeh straneh, s katerimi mislim, da zamujajo priložnosti, ki jih daje predvsem povezovanje na nivoju Evrope. To možnosti se tukaj počasi iztekajo. Čez 10 let bo težko govoriti, da se
ljudje z obeh strani meje dodatno na novo povezujejo, ustvarjajo nove priložnosti za razvoj gospodarstva in tako naprej. Bi morali biti že povezani, ne? To je zdaj skrajni čas, ne, da se tukaj kaj premakne, predvsem če želimo tudi črpati sredstva Evropske skupnosti, ki so še na voljo in jih je kar nekaj. No pa, če greva zdaj v Vipavo, ko ste ravno navezali, pa nič me niste prehiteli. Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo po novem iz Ajdovščine se je preselila v nove obnovljene prostore dvorca Lantieri, reprezentančni prostori. Ste zadovoljni? Ja, to je pomemben, bom rekel, dosežek, ne, kljub temu, kar sem prej omenil, da se želimo povezovati, skoncentrirati na enem področju, ampak v Vipavski dolini imamo tudi posestvo, na katerem študentje tega študijskega programa opravljajo prakso. V bližini Vipave, ja? Ja, to je v Mančah, takoj v bistvu na drugi strani doline. Pridelajo tudi nekaj vrhunskega vina, tako da na to smo še posebej ponosni. Imate svoje univerzitetno vino? Tako, tudi na uspehe, ki so jih naši študentje dosegali na raznih tekmovanjih v mednarodnem prostoru tudi. Tako da gotovo je dvorec Lantieri, katerega je s pomočjo evropskih sredstev obnovila občina Vipava in ga dala univerzi v Novi Gorici za 99-letni brezplačni najem, je bistveno rešil prostorsko stisko, če tako rečem, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. Tja smo selili tudi Center za raziskave vina, ki podpira, bomo rekli, strokovno ali pa na raziskovalnem delu to dejavnost. In obenem smo pa sprostili prostore v Ajdovščini, ki so tega trenutka naprej namenjeni izključno raziskovalni dejavnosti. Tam bomo inštalirali neke pomembne raziskovalne opreme, ki smo jo dobili v okviru 7. okvirnega programa in ki bo seveda tudi na razpolago našim študentom z različnih strokovnih področij, kot tudi z različnih nivojev, predvsem doktorskim študentom, ki so lahko tudi motiv bodočim študentom, ki se vpisujejo v prvostopenjske programe. Zakaj je zanimiv študij na tej visoki šoli? Vinogradništvo in vinarstvo. Spet gre za študij, ki ponuja, če rečem temu, multidisciplinarno znanje. Vemo, da živimo v vinorodnem okolju, Vipavska dolina, Goriška Brda, pa tudi širše potem Kras, Primorska regija, obalna regija z vinogradništvom v slovenskem delu Istre, če tako rečemo. V tem predelu imamo ogromno, bomo rekli, majhnih vinogradnikov oziroma družinskih vinogradniških podjetij, ki nujno potrebujejo, to smo ugotovili, predvsem znanja z področja trženja. Tukaj so bili mogoče najslabši. Tako da ta študijski program ponuja tako znanja z področja vinogradništva, se pravi pridelave grozdja, kot potem vinarstva, vzgoje, vina, če tako rečemo, in na koncu trženja, ker vsak vinogradnik, če vina ne proda, in konkurenca, veste, da je huda. Zato je tudi študijski program mogoče usmerjen nekoliko bolj specifično, predvsem v to vinorodno področje. Učimo predvsem pridelave vin značilnih za to področje. Ukvarjamo se z vini, ki so bolj, recimo, podobna nemškim ali pa štajerska, če tako rečem. Nekaj tega se študentje naučijo seveda tudi skozi ta študijski program, vendar je usmerjeno predvsem v primorsko vinorodno deželo. Predelavo vin, ki so primerna za to vinorodno deželo.
Imamo seveda tudi študente z Dolenjske, z zamejstva, tudi študente, ki doma nimajo vinograda ali pa kletine. Tako da so seveda potem ti študentje zaposljivi ne samo v družinskih kmetijah ali pa v družinskih podjetjih, ki se ukvarjajo s pridelavo vina, ampak tudi v večjih, lahko rečemo, kleteh, kot so Dobrovo, Vipava ali pa Vina Kras, Vina Koper in podobno. To so ti kadri, ta visoka šola in ta program je meni posebej blizu. Jaz tako rada spremljam vaše študente z njihovimi dosežki, ne samo, ker mislim, da je to tisto, kar si najlažje tudi predstavljamo in tudi za naše mlade gledalce, ki se odločajo morda, če imate doma kmetijo in bi radi nadgradili svoja znanja in prinesli nek svež veter v tisto vašo ekonomiko kmetijsko, je to dobrodošlo. Gotovo, vemo, da se pač v takih družinskih kmetijah prenaša znanje iz roda v rod. Verjamemo tudi, da tisti najbolj, če tako rečem, motivirani vinogradniki sledijo tudi najnovejšim trendom, ker gotovo je to edini način, da uspejo potem tudi na trgu, ampak dodatna znanja seveda gotovo dodatno prispevajo in so lahko koristne za njihovo boljšo uspešnost. Mislim, da nam je ostala še ena fakulteta, še en program, če se ne motim. Kjer ga sva spustila, se bojim, da ne. Sva vse povedala. Ja. Tako. Torej, vse od humanistike, umetnosti, sodobnih umetnosti, z praksami, seveda vse, kar lahko študirate na Univerzi v Novi Gorici, ima ta aplikativen značaj. Na tem je velik poudarek, kaj ne? To niso neke abstraktne stvari, ampak vse tisto, kar je mogoče zelo koristno uporabiti na različnih področjih. Določene teoretične osnove seveda so na vsakem študijskem programu potrebne. Žal ugotavljamo, da prihajajo dijaki iz srednjih šol, kjer se ta znanja tudi že ponujajo, z včasih precej šibkim znanjem. To po eni strani pri njih vzbuja skrb in dvome v možnost uspeha na določenih študijskih programih, ampak žal seveda moramo zato ponavljati tekom študijskega programa, ko bi lahko mogoče gradili že korak naprej. Tako da tukaj naredimo neko žrtev, če tako rečemo. Vendar pa se z našim načinom dela trudimo, da tudi takim dijakom, ki pridejo z srednje ekonomske šole, kjer kemije praktično nimajo ali pa fizike, da tudi takim damo možnost, da se naučijo, seveda, če so dovolj motivirani. Zato tudi organiziramo v mesecu septembru tako imenovane premostitvene tečaje. Predvsem se bodoči študentje na osnovi anket, ki jih opravimo pred vpisom, odločajo za matematiko, fiziko, kemijo. To, kar se jim zdi najtežje, pa ni nujno, da je. Kakor za koga? Kakor za koga, Tako da skozi ta 30-urni tečaj ponovimo znanje iz srednje šole, zato da lažje potem se vklopijo. Seveda pa tudi potem z delom, individualnim pristopom, ki se ga omenja, delom z asistenti, kamor poskušamo študente čim bolj vzpodbujati in usmerjati in jim ta znanja zagotovimo. Tako da ni to noben razlog, da bi imeli študentje strah pred temi teoretičnimi predmeti. Je pa seveda tisto, kar bi jih moralo najbolj pritegniti, je pa ta praktični pristop, se pravi naša želja in poskusi, da jim damo čim več praktičnih znanj. Tako po eni strani v laboratorijih, kot seveda tudi potem v realnem, če tako rečem, v realni praksi, v industriji, na terenu, kjer se srečajo z dejansko praktičnimi problemi, ki jih bojo čakali potem tudi na delovnem mestu. Zdaj sva povedala več ali manj veliko o samem poteku študija, o izzivih študija. Študentje pa pričakujejo od svojih študentskih let tudi študentsko življenje.
kaj jim lahko to okolje, v katerem študirajo, nudi na tem področju? Ja, zdaj, študentje imajo zelo dobre načine lastnega organiziranja, ne, preko študentskih klubov in podobno, zato verjetno ni potrebno, da ponavljam in poudarjam, kje se lahko srečujejo in iščejo načine za sproščanje. Bi pa izpostavil nekaj, bom rekel, načinov, ki jih, vsaj kot vidim, študentje Univerze v Novi Gorici poskušajo uveljavljati. Poleg tradicionalnih brucovanj in teh stvari se, mislim, da kar dobro organizirajo z različnimi obštudijskimi dejavnostmi, ki velikokrat vključujejo tudi stvari, ki so vezane na njihovo, bom rekel, strokovno usposabljanje. Se pravi, imamo primere, ko študentje sami najdejo, če tako rečem, neko možnost ekskurzije in se odpravijo tje. Zelo pomembno se mi zdi, da dajemo študentom možnost tudi dela v tujini, se pravi izobraževanja preko različnih Sokrates, Erasmus izmenjav. Seveda, študentje to kombinirajo, Zavedamo se, da ni odločilno to, da bojo šli na neko univerzo dobiti neka dodatna znanja, ampak se da to skombinirati tudi s kakšnimi tednom ali 14 počitnic. Tisti, ki imajo nagnjenja za različne kulture, jezike, se tega lahko naučijo, vzpostavijo dodatne stike z tujimi študenti, ki jim lahko potem v prihodnosti pridejo močno prav. Nič nisva omenjala naših ambicij, da študente zaposlujemo tudi v tujini. To je vse bolj pomembno. Druge dejavnosti so pa potem od raznih športnih, kjer se študentje vključujejo v razna tekmovanja z drugimi univerzami. Pa z lanskim letom, če tako rečem, če se omejim na študijsko leto, smo tudi koledarsko, bo pravilno, če rečem, smo organizirali teden Univerze v Novi Gorici, kjer so tudi študentje se predstavili. Letos želimo to pripeljati še bolj v središče mesta, če tako rečem, da se študentje čim bolj povežejo in vključijo v delovanje same družbe, če tako rečemo. Tako da možnosti je precej, predvsem za tiste, ki se usmerjajo v področje okolja. Radi propagiramo, da je Nova Gorica ali pa Goriška stičišče Mediterana in Alp in je kot taka idealen laboratorij za proučevanje narave, dogajanj v okolju. Vinogradniki in vinarji so v osrčju, bomo rekli, vinorodne dežele, kulturni digitalne umetnosti ali pa kulturna zgodovina, jezikoslovci živijo tudi na izjemno razgibanem področju, obmejnem, multinacionalnem, večjezičnem, kjer mislim, da tega druga mesta, Ljubljana, gotovo ne more ponuditi. Tako da možnosti za sproščanje je tudi v Novi Gorici ob študiju veliko. Omenili ste, da prihajajo pravzaprav študentje iz celotne Primorske, tudi od drugod, tudi iz Dolenjske in tako naprej. Veliko pa je tudi, kar nekaj, je pa tudi študentov iz zamejstva, kaj ne? Ja, tukaj govorimo predvsem o podiplomskih študentih, tam dosegamo kar skoraj 50% študentov že iz tujine, ne samo iz zamejstva. Tako, tudi od drugod, ja? Zamejcev imamo kar nekaj upisanih, oni imajo pač, to govorimo o zamejskih Slovencih ali pa Slovencih iz Italije, imajo to prednost seveda, da obvladajo slovenski jezik, v katerem moramo izvajati prvostopenjske študijske programe. Nekaj se lahko vpiše še recimo državljanov iz bivših jugoslovanskih republik, Hrvaška recimo, če Bosna in Hercegovina, je nekaj primerov.
ti se lažje vključijo, medtem ko tujci pa prihajajo pretežno preko Sokrates izmenjav za en semester, dva in jim moramo potem študijski program ustrezno prilagoditi. Seveda si želimo še več vpisa iz zamejstva, če tako rečem, ne samo sosednje Italije, ampak tudi slovenske Koroške, recimo, tako da letos smo tudi tam predstavljamo študijske programe. Sicer pa bi mogoče rahlo korigiral ta podatek, ne, vsaj v preteklosti do lanskega leta je bil vpis predvsem dobro porazdeljen po celotni Sloveniji. Sicer je seveda prednjači Goriška ali pa severna Primorska, širša Primorska, potem imamo nekaj iz osrednje Slovenije, ne, tudi kakšnih 30%, ostalo so bili pa druge regije, Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, edino Prekmurje mislim, da je zelo slabo zastopano. Se pa v lanskem letu smo pa opazili, da se trend premika, predvsem pomika nazaj na področje Goriške ali pa Primorske, če rečem, ne, in mislimo, da to odraža nekako že tudi malo krizo, ki jo doživljamo, ker seveda študij izven domačega kraja je povezan z dosti višjimi stroški in tukaj seveda vidimo potem priložnost predvsem za študente iz Goriške in širše Primorske, da si najdejo možnost študija, primerno seveda tudi razmeram in možnostim v družini. No, pa vendarle, če se odloči iz drugih koncev Slovenije kdorkoli, da pride na študij v Novo Gorico, kako je z bivanjem? Kako je to urejeno za študente v Novi Gorici? Kampusa, kot vemo, še ni. Kampusa ni. Seveda, kampus bo tudi povezan z dodatnimi kapacitetami. Univerza v Novi Gorici si prizadeva, da bi zgradila seveda lastne kapacitete za namestitev študentov. Te so v tem trenutku, ko čakamo še na izgradnjo tako imenovanega državnega študentskega doma, ne, omejene in jih ponujajo predvsem seveda tudi s koncesijo različne, če rečemo temu, privatne organizacije. Ne. Imamo študentski dom, kot mu rečemo, Presta, kjer lahko študentje dobijo namestitev. Potem železničarski dom je bil prenovljen v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, 2 nadstropji, 60 ležišč. Ta bo tudi šel v koncesijo, tako da žal ne bo na razpolago izključno samo študentom Univerze v Novi Gorici. Vendar pa mislim, da je možnosti dosti tudi v privatnem sektorju, ne, privatne sobe, ki so v začetku, če rečem temu, razvoja visokega šolstva na Goriškem bile nekoliko omejene, vendar so ljudje spoznali tudi to možnost, vse več je tega. In pa seveda sosednja Gorica, ne, ki je 2 koraka stran, nudi tudi precej možnosti namestitve, ne, po, moram reči, kar konkurenčnih cenah. Tako da veliko študentov v Novi Gorici se skupaj odloča za to, da si izberejo namestitev kar čez mejo. V Italiji, v Stari Gorici, rečemo mi. Ja. Ne v Novi. Kot ste rekli, kot sva že prej povedala, vse skupaj v en prostor. Vaš sedež univerze je tik ob nekdanji meji, tako da pravzaprav so te razdalje res zelo kratke, čeprav bi se nekomu zdele. Ja, to, če povem raje v minutah, ne, recimo 10 minut sprehoda, če grem na predavanje v Križno ulico, kot rečemo, kjer se odvija študijski program znanosti o okolju, iz sedeža na Vipavski v Rožni dolini je točno 10 minut rekreacije, prijetnega sprehoda, ker običajno je vreme tukaj bistveno lepše kot
Z izjemo verjetno univerze na Primorskem, kot na drugih slovenskih univerzah. Tako. Zakaj bi, dajte par besed, čisto vi osebno, v čem vidite prednosti študija na Univerzi v Novi Gorici v primerjavi z drugimi univerzami oziroma z drugimi okolji, da bova šla širše? Ja, bom mogoče se malo ponovil, ne, jaz stališča dijaka, ki se odloča, ne, je predvsem, bi moralo biti pomembno to, da ima možnost zelo direktnega kontakta z profesori in vsemi, ki se ukvarjajo z vzgojo študentov, asistenti, pa tudi, če rečem temu, naše podporne službe v študentski pisarni, karierni center, ne, s svojim svetovanjem in potem sledenjem študentov po sami diplomi. Namreč na Univerzi v Novi Gorici se zavedamo, da naša naloga ni končana takrat, ko študentu izročimo diplomo, ampak takrat, ko ga zaposlimo. Zato mu v vsem tem procesu poskušamo čim bolj pomagati. Drugo je seveda nekoliko vezano na samega dijaka in njegove interese. Atraktivnost in pa interdisciplinarnost ter praktična usmerjenost naših študijskih programov. Tako da tisti, ki imajo te ambicije, te želje, bojo zagotovo našli nekaj primernega na Univerzi v Novi Gorici. In nenazadnje seveda smo včasih, ko se ne morejo študentje ali bodoči študentje odločati izključno glede na svoja nagnjenja, če tako rečem, svoje želje, ne, tisto, kar jim je všeč, ampak morajo tudi malo razmišljati o tem, kako se bojo po diplomi zaposlili. Jaz velikokrat študentom rečem, da sem pripadnik tiste srečne generacije, ki o tem ni bilo treba razmišljati, ne, vendar so se tudi za nas že potem časi spremenili. Ampak zdaj je res pomembno, ne, da razmišljajo dijaki tudi o tem. Ne. Tako da stvari, kot so, pa namenoma ne bom imenoval študijskih programov, ampak vemo, da nekateri diplomanti beležijo že številke 2000 in več brezposelnih, ne, z določenih študijskih programov. Ne na Univerzi v Novi Gorici, gotovo ne. Ampak dejstvo je, ne, da tudi, če se malo vrnem na vprašanja rektorske konference in teh iniciative ministrstva, da krči določene programe, so po svoje smiselne, ne, ker sredstva so omejena in ne vidim smisla v tem, da bi financirali študijske programe, za katere vemo, da je povpraševanje praktično nič. Ne. Tako da, seveda, vsak posameznik ima seveda možnost izbira, da se odloča, ne, vendar pa je omejevanje vpisa na take programe smiselno. Tako da v tem pogledu, ne, zaradi svoje specifičnosti in atraktivnosti poklicev, ki jih ponujajo, in visoke zaposljivosti, so seveda potem študijski programi, ki jih ponujamo na Univerzi v Novi Gorici, gotovo dobra izbira. In kot ste sami omenili, bližina kraja, odkudar ste doma, tu se križajo poti. To daje nove dimenzije, ne, namreč časi, ne, v katerih živimo, če tako rečemo, prinašajo nove omejitve, žal, ne, pri možnostih za študij, in tukaj je seveda dodatna prednost, ne. Študij v lokalnem okolju je definitivno bistveno cenejši, čeprav včasih treba malo potrpeti, ne, če so doma starši malo preveč nervozni, ne, ampak časi se spreminjajo tudi za študente. Tako. Ampak ne na tistem področju, ko je treba pridobivati in ko je dobro pridobivati nova znanja, ampak tam, ko se moramo prilagajati splošnim razmeram v družbi, kaj ne? Ja, znanje je tisto, kar bi morali študentje iskati na študijskem programu, ne statusa, ne kot velikokrat rečemo, čeprav se je to tudi z različnimi ukrepi ministrstva kar uredilo, čeprav imamo še vedno veliko
veliko tega. Ne. Žal je študij tudi neke vrste socialni korektiv, ne, kar ne bi smel biti. Ampak znanje je tista najbolj pomembna stvar, ki bo tudi silom teh prilik in razmer gospodarskih, v katerih živimo, postalo ključno tudi potem pri zaposlovanju. Ne. Se pravi, bojo podjetja še bolj intenzivno in strogo iskala kandidate z največjim znanjem. Ne. Profesor dr. Mladen Franko, hvala lepa za vsa ta pojasnila. Spoštovani gledalci, zlasti tisti, ki se odločate, kako in kam v prihodnjem šolskem, za vas že študijskem letu, pa ne pozabite, včasih je tudi Vipavska burja nad vse prijazna in pridite med nas. Srečno. Srečno.